Kajenje je največji dejavnik tveganja za nastanek pljučnega raka. Mislimo, da okrog 85% vseh bolnikov zboli s pljučnim rakom zaradi kajenja, kar je v Sloveniji zelo velika številka. Če upoštevate, je letno okrog 1600 bolnikov diagnosticiranih s pljučnim rakom, velika večina torej kadilcev. Če ljudje ne bi kadili, bi imeli pulmologi kar precej manj dela s to boleznijo. Kadilci beležijo v povprečju kar 25-krat večje tveganje, da bodo zboleli za pljučnim rakom v primerjavi z nekadilci. Pasivni kadilci pa so prav tako izpostavljeni, čeprav nekoliko manj, istim karcinogenom. Nekadilci izpostavljeni tobačnemu dimu imajo 20% povečano tveganje za nastanek pljučnega raka. Tako je kajenje odgovorno za približno 30% vseh rakavih obolenj in je vodilni preprečljiv vzrok smrti zaradi raka. Dobra novica pa je, da če prenehate s kajenjem, se vaše tveganje za pljučnega raka po 10 do 15 letih zniža kar za polovico. Debelost ni le neka številka na tehtnici. Lahko pomeni tudi povečano tveganje za rakove bolezni. Jasno so z debelostjo povezani raki prebavil pri moških in pa rak dojke po menopavzi pri ženskah. In ti raki predstavljajo približno 40% letno odkritih rakov. Drugi raki, ki jih povezujemo z debelostjo, so meningium, rak ščitnice, jeter, žolčnika, želodca, trebušne slinavke, prebavila smo že omenili, jajčnikov, endometrija, ledvic, požiralnika in pa benigni tumor meningium ter plazmocitom. Bi v populaciji z vzdrževanjem zdrave telesne mase znižali pojavnost rakov za približno 10 do 13%. Sedenje je eno od tistih dejavnikov tveganja za zdravje, tudi za razvoj rakavih obolenj. Tako da ni dovolj samo, da se med vikendom, bomo rekli, skoraj že profesionalno ukvarjamo s športom, pa takrat pretiravamo, ampak je treba to dejavnost razpotegniti na cel teden. Želim vam sporočiti, da telesna dejavnost je pomembna. Tudi v službi, ko sedite, vzemite si čas, vstanite, naredite kakšno vajo, pojdite po stopnicah, karkoli pomagalo bo vašim mišicam in vašemu dobremu počutju. Med sedenjem v službi vstanite, bodite aktivni, vsaj na pol ure 45 minut. Ni treba veliko, vstanete, naredite 10 počepov in delate naprej. Kadar imate možnost, izberite stopnice namesto dvigala. Velikokrat dobimo vprašanje, kaj pa to živilo, pa ono živilo. Ni živilo tisto, ki povzroča probleme. Problem je, če mi s tem živilom in seveda z snovmi, ki se v teh živilih pretiravamo, tako kot za vsako ostalo stvarjo v življenju. To vključuje tudi pretirano uživanje procesirane hrane, nekakovostne prehrane, ampak v majhnih količinah ni dokazane popolnoma nobene škode, tudi če si, na primer, privoščimo kakšen krof ali kako drugo stvar, ki se smatra kot nezdravo živilo. Moramo razumeti, da je večina prehranskih intervencij koristna takrat, kadar jih povezujemo tudi z gibanjem, ker gibanje je tisto, ki omogoča ugodne presnovne učinke prehrane in seveda ob tem svetujemo tudi, da posameznik izloči iz svojega življenja druge dejavnike tveganja za nastanek raka. Pitje alkohola dokazano povzroča 7 vrst raka, zato je pomembno, da se izogibamo pitju alkoholnih pijač, namreč varne meje oziroma varne količine popitega alkohola ni. Za vsakih 12 mesecev, ko ženske dojijo, se njihova možnost, da se pojavi rak na dojki, zmanjša za približno 4-krat. Ta povezava je celo bolj izrazita pri nehormonsko aktivnem raku dojke kot pri hormonsko aktivnem raku dojke. Povezujejo pa to s tem, da samo dojenje v resnici podaljša neaktivnost jajčnikov.
Raziskave so bile na podobnih številkah narejene tudi za raka na maternični sluznici, kjer je to zmanjšanje za približno 10%, in pa za raka na jajčnikih, kjer pa je to zmanjšanje v resnici že kar 30%. Številne študije so pokazale, da je za razvoj nekaterih vrst rakov, predvsem melanoma, ki se ga najbolj bojimo, najbolj vplivalo izpostavljanje sončnim žarkom v otroštvu in pa tako imenovano intermitentno izpostavljanje. To pomeni, da na primer po zimi nismo nič na soncu, potem pa poleti nas sonce opeče. Bazalno-celični, skvamozno-celični rak pa se je pokazal kot posledica tudi kroničnega, kumulativnega, torej seštevanja vpliva sončnih žarkov. Vsekakor otroke je treba še bolj pozorno biti in se ščititi, sicer pa izogibanje sončnim žarkom priporočam vsakomur. V številnih delovnih organizacijah so delavci izpostavljeni rakotvornim snovem, največkrat tako, da tega ne vedo. Zato jim svetujemo, da na vsakem delu, kjer delajo, se pri svojem delodajalcu ali neposredno predpostavljenem pozanimajo, katere so snovi, s katerimi delajo in seveda ali so rakotvorne. To praviloma mora pisati v oceni tveganja. Ocenjuje se, da je v Sloveniji letno približno od 200 do 400 ljudi, ki zbolijo zaradi tako imenovanega poklicnega raka. Radon je glavni vir sevanja naravnega ozadja, ki smo mu ljudje izpostavljeni v svojem vsakdanjem življenju. Vemo, da predvsem dolgotrajna izpostavljenost višjim koncentracijam zaradi radioaktivnega oziroma ionizirajočega sevanja poveča tveganje za razvoj pljučnega raka. Seznanite se z ravnmi radona v svojem okolju in sicer tako, da pogledate na lokalni zemljevid radona, poiščite strokovno pomoč za merjenje radona v prostorih in jih po potrebi znižajte koncentracije. Zrak je zelo pomemben za naše zdravje. Vsi ga dihamo vsak trenutek našega življenja. Onesnažen zrak je neposredno povezan z razvojem raka, najbolj z rakom pljuč, pa tudi številnimi drugimi raki. Poleg raka pa vpliva tudi na razvoj številnih drugih bolezni internističnih. In zdaj recimo za Ljubljano so izračuni strokovnjakov, da onesnažen zrak povzroča tam nekje 600 prezgodnjih smrti na leto. Zato je res zelo pomembno, da za zdrav in kakovosten zrak vsi skrbimo in razumemo, da je to naložba za našo prihodnost. Ena redkih stvari, ki jih pomislimo kot tveganje za nastanek raka, so tudi virusne okužbe. Predvsem virusa hepatitis B in skupina humanih papiloma virusov. Na srečo v Sloveniji sedaj že kar nekaj let izvajamo cepljenje, tako proti virusu hepatitisa B kot proti HPV okužbam. Tako hepatitis kot humani papiloma virus lahko povzročajo kronično okužbo, ki poteka brez kakšnih posebnih simptomov, pa vendar lahko ta kronična okužba vodi v nastanek raka. Pri hepatitisu B je to rak jeter in kronična odpoved jeter. Pri humanih papiloma virusih pa so to rak na rodilih. Najbolj pogost med temi je ravno rak materničnega vratu pri mladih ženskah ter rak zadnjika in rak grla pri obeh spolih. Okužbe ne znamo ozdraviti, lahko pa jo preprečimo s cepljenjem. Nevarnostni dejavniki za razvoj raka dojke povezani z hormoni in reproduktivno funkcijo so zgodnja menarha, kasna menopavza, to pomeni večjo izpostavljenost estrogenom tekom življenja, nato jemanje hormonske terapije, bodisi nadomestne hormonske terapije ali pa hormonske kontracepcije, vendar samo tekom jemanja. Ti dve zdravljenji zelo malo sicer povečujete tveganje raka dojke, vseeno pa ga. Če so ženske na nadomestni hormonski terapiji, teh je kar veliko in če imajo težave, seveda ni nobenega velikega zadržka, da ne bi jemale nadomestne hormonske terapije, naj se udeležujejo presajalnega programa DORA za zgodnje odkrivanje raka.
Ženske na kontracepcijski hormonski terapiji naj si vedno samo pregledujejo dojke in bojo pozorne na kakršne koli nove spremembe. Presejalni programi za raka Zora Dora Svit so rešili že marsikatero slovensko življenje. Zato sem vesela, da ima Slovenija res izjemno odzivnost na te programe in vsem priporočam, če dobite vabilo, odzovite se. In če boste v prihodnje dobili vabilo še nekak nov presejalni program, tudi tam se odzovite.